don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. With no mouth still remember the taste of my love. With your eyes still smile from your cheeks. 'Cause darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just a touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. When my hands overgrow but my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe it's a part of a plan. Well, I'll continue making the same mistakes, hoping that you'd understand that, baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Oh baby, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. And la 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 la, let's get it on. Sugar, sugar, let's get it on. Oh, baby, let's get it on. Oh, 'cause baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Oh baby, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. And baby, we found love right where we are. And baby, we found love right where we are. Verjamem, da je smisel življenja v tem, da si srečen. Od rojstva dalje si vsako človeško bitje želi sreče in zavrača trpljenje. Na to dejstvo ne vplivajo ne socialna pogojenost, ne vzgoja,
ne ideologija. Ne vem, ali ima vesolje s svojimi neštetimi galaksijami, zvezdami in planeti kakšen globi pomen, toda očitno je, da je vsaj na Zemlji cilj nas, ki tukaj živimo, da si zagotovimo srečno življenje. Zato je pomembno, kako si lahko v največji meri zagotovimo srečo. Na samem začetku iskrena hvala Aneju Piletiču, ki je vse upam, da razblinil kakšno drobtinico nervoze, ki se danes pretaka po vaših žilah. Glasba rada poskrbi, da se naš umiri, poskrbi za motivacijo, sprosti in daje energijo. Ne dvomim, da ste v preteklosti večkrat, tudi med učenjem, posegli po glasbi. Res je, tudi danes bomo z veseljem Aneju še prisluhnili. Drage učenke, učenci, starši, župan, oba ravnatelja osnovnih šol in vsi, ki ste danes tukaj v mali dvorani kulturnega doma ravno na Koroškem zbrani, dobrodošli, da skupnimi močmi naredimo pečat uspešni učni poti, ki so jo prehodili vaši učenci oziroma otroci vse od 1. do 9. razreda osnovne šole. Verjamem, da danes še posebej starši izredno ponosno sedite poleg svojih mladih. Nekoč, že dolgo nazaj sem slišal, da so nam otroci, oziroma da nam otroci niso dani v last, ampak da so nam dani zgolj na posojilo in če nam uspe, da jih spravimo na pravo pot, smo v življenju dosegli največ. Lahko smo ponosni, da imamo v naši občini, za informacijo lani 22, letos pa 25 zlatih petic. Torej 25 učencev, ki so v 9 letih ves čas dosegali najboljši učni uspeh. Če smo še nekoliko bolj natančni, lahko postrežemo tudi s podatkom, da si je zlate petice letos na osnovni šoli Prežihov Goranc priučilo 14 učencev, na osnovni šoli Koroške Klari 11. Prav vsem že vnaprej iskrene čestitke. Dovolj besed za začetek. Dovolite, da pred mikrofon povabim tistega, ki vselej naniza nekaj idealnih smernic, ne samo v tem trenutku, ampak na splošno za življenje. In to je seveda župan občine Ravne, gospod dr. Tomaž Rožej. Spoštovane učenke, spoštovani učenci, učenjaki in odličnjaki, spoštovani starši, cenjeni učitelji, spoštovana ravnatelja, drugi gostje, lep pozdrav na svečanem sprejemu, torej najboljših med vami, najboljših učencev, ki ste danes končali osnovno šolo. Rečemo odličnjaki, čeprav ni več uspeha, vendar pa imeli ste največ odličnih petic, torej ocen, in danes boste prijeli poklon, zahvalo občine oziroma lokalne skupnosti, kot izraz tega, da cenimo znanje, da cenimo izobraževanje in pa da tudi v naši lokalni skupnosti cenimo vaš trud, da ste odlični, da ste si želeli biti najboljši. S to preditvijo želimo torej poudariti pomen teh dveh vrednot v naši majhni lokalni skupnosti. Danes osnovno šolo končuje 18 000 otrok v celotni Sloveniji, pa seveda kamenček v mozaiku celotne države so tudi Ravne s svojimi učenci in torej s 25 odličnimi oziroma najboljšimi učenkami in učenci. V prvi vrsti seveda bi čestito vam, torej odličnjakim in odličnjakom, ki ste uspeli vseh 9 let dokazovati, da ste najboljši v svoji generaciji, dokazali ste, da želite biti najboljši, nekaterim je bilo morda to položeno v zibelko, vam je bilo zelo lahko do tega uspeha, nekaterim manj. Vsekakor z odločno spodbudo staršev ste dosegli to, kar je danes pred vami, torej 9 let odličnega uspeha in pa podelitev zlatih petic. Čestitam vam, zmogli ste več kot vaša generacija, vaši vrstniki. Verjamem, da na trenutke vam ni bilo lahko, že ko ste vedeli, da znate, ste morali snov najbrž še enkrat ponoviti, še enkrat rešiti nezanimive kemijske formule, matematične neenačbe in enačbe, vendarle zmogli ste in danes ste tukaj, torej najboljši med nami in iskreno vam vsem skupaj čestitam pred to svečano podelitvijo, ki sledi potem kot čestitka vsakemu posamezniku. S tem ste dokazali, da ste izjemno dobri, najboljši, da imate voljo. Ni pomembno samo to, kaj ste se naučili, ampak ste dokazali tudi, da se znate učiti. Pred vami je še veliko šolskih izzivov, jeseni vas čaka srednja šola in s temi peticami, da ste najboljši, ste dokazali.
da ste se pripravljeni spoprijeti tudi z mnogimi šolskimi izzivi, ki vas čakajo v prihodnje. Poleg tega, da ste najboljši v šoli, pa verjamem da ste dobri tudi na drugih področjih, morda celo tudi tam najboljši, v kulturi, športu, glasbi, še kjer ste angažirani. In pa upam tudi da ste širše uspešni, da pomagate morda doma, da niste skozi računalnikom, ko se ne učite, da vidite širšo sliko, da morda ste tudi med vami tisti, ki ste pomagali učencem, ki jim je šlo slabše. So tudi učenci, ki nimajo takšnih talentov kot vi, ki nimajo tako dobrega družinskega okolja in verjamem, da ste tudi njim pomagali, da ste bili torej nesebični, kar vas plemeniti tudi kot ljudi, kajti rad povem, da ni zadosti ali pa dobro biti odličen učenec, želim si, da bi bili tudi odlični ljudje. Starši, ki danes sedite, kot je bilo že rečeno, s ponosom, zasluga, da je danes tukaj z nami 25 najboljših, je v veliki meri vaša. Vsi mi in vi ste odgovorni za svoje otroke vse do 18. leta starosti, zato je v veliki meri današnji uspeh tudi vaš uspeh. Če vi ne bi poudarjali pomena znanja, izobraževanja, poti vaših otrok v samostojnost, v neodvisnost, kamor vodi znanje, jim zagotovo ne bi uspelo. Potrebovali so vašo spodbudo, vašo podporo, morali ste jim cepiti pri svoji vzgoji to vrednoto znanja, in zato se vam zahvaljujem in vam hkrati tudi čestitam, da imate tako uspešne otroke in resnično smo vsi in tudi predvsem vi danes lahko izjemno ponosni. Kot tretje pa čestitam profesorjem, profesoricam, obema ravnateljema, da tako dobro vodita osnovne šole, da lahko imamo danes 25 najboljših in da vsem skupaj zagotavljamo kvalitetno osnovnošolsko izobrazbo kot podlago za nadaljne poti izobraževanja. Naravno je možno doseči še skoraj vso vrsto srednješolske izobrazbe, potem pa vas čaka pot v širni svet, po dokončno izobrazbo in potem do poklica. Torej, hvala tudi obema ravnateljema in pa tudi profesorjem in profesoricam, razredničarkam, razredničarju, ki je danes tukaj z nami. Torej, res čestitke vsem, tudi občina, lokalna skupnost je ponosna na vas. Danes po prijemu petic je tudi na vas pravzaprav večja odgovornost. Vedelo se bo, da ste bili vseh 9 let osnovne šole odlični in ko vas bodo jeseni vprašali, da bojo od vas pričakovali več znanja kot od vaših vrstnikov in verjamem, da se boste dobro izkazali ter da boste opravičili to zaupanje, ki ste ga do sedaj pokazali. Torej, želim vam brezskrbne počitnice in pa uspešno, izobraževalno in tudi življenjsko pot od jeseni naprej v prihodnje. Hvala. Hvala županu. Preden pa mi zajadramo med imenom in priimkem zlatih osnovnošolcev, pa bomo zdaj še enkrat uteko nekako našli v glasbi Anej Piletič. Ostani tu, ne gledam na čas, ne reci besede, da slišiš moj glas. Moj dan ima smisla, če tebe imam, brez ta melodija je pošakaj pohod. Pomislim, da brez tebe bi ostal. Se mi zdi zaman, zakaj bi ti lagal. Sam jaz, ostal bom tu s teboj, ko sama boš. Ti nudil bomo se v svitin čas. Če hočeš ljubezen, z menoj jo deliš, le pravo toplino in dobiš. Obljubam, da
stoppo, non ti largar, entende tô pensando, let me sit down, Gostava tu step forward, gostava por Pomyśl dobre z tebe postał. Sestemi zdi domani, zakaj bi ti lagal. Sam jaz ostal bom tu s teboj, ko sama boš. Ostavam tu s teboj, ko sama boš. Hvala torej Neum, ki je ponovno poskrbel, da bo današnja prireditev, tako z vaše kot tudi naše perspektive, zapisana z zlatimi črkami spomina. Verjemite, kasneje v življenju se boste takšnih dogodkov še raje spominjali in čez leta in leta s prijatelji brskali po spominu preteklosti. Neprecenljivi časi. Čas je, da pričnemo s podelitvijo zlatih petic. Vsak učenec oziroma vsaka učenka se nam pridruži, koga oziroma jo pozovemo. Vabim pa tudi župana, gospod Majdo, da se pridružita in iz rok gospoda župana boste prijeli zlato petico. Ker smo pred letom dni najprej zlate petice podelili osnovnošolcem osnovne šole Prežihov Gorenc, je torej letos najprej na vrsti osnovna šola Koroške Klari. Zlate petice na omenjeni osnovni šoli so si prislužili sledeči. Začnimo z 9. A oddelkom. Neža Kasnik. Zlata petica kmalu v rokah Maše Klarič. Kot tretji se nam pridruži ne samo prvi moški, ampak hkrati tudi najvišji učenec danes, Tine Kotnik. Zlata petica v rokah Vida Kotnika. Pridruži se nam naj Vito Tore. Deveti oddelek pa bomo zaokrožili še z Lauro Widerman. Iskrena zahvala tudi razredničarki 9. A oddelka gospe Mojci Čodr. V 9. B oddelku pa so si zlate petice prislužili sledeči. Vita Sirovina Dvornik. Vita očitno ni prisotna, pa bo kasneje iz pravih rok prevzela tudi svojo nagrado. Naj se nam pridruži Lara Svetec.
Kot tretja iz 9. B oddelka se že smehlja Katja Šaker. Z nami tudi Anaja Urek. In naposled še Samra Smajlović. Iskrena zahvala pa tudi razredničarki 9. B oddelka, gospe Majdi Nabernik. No in ker ste se tako dobro zdaj ogreli, boste še enkrat za celoten tim, bomo rekli, Osnovne šole Koroške Klari namenili en aplavz, kaj ne da. Tako, v nadaljevanju pa torej še na drugo osnovno šolo Prežihov Voranc, ki prav tako pod streho skriva zlate učence. In kdo so to? Tukaj imamo 3 oddelke in najprej korak postavljamo pri 9. A razredu. Tina Keč. Zlato petico prejme Tisa Praprotnik. Z nami tudi Tina Tušek. Kot četrti Gal Leitgeb. Pridruži se nam tudi Zala Košak. In v 9. oddelku še Ana Štern. Najlepša hvala pa tudi razredničarki gospe Simoni Koranc. Da ni bomo torej v nadaljevanju uporabili tudi za učence 9. B razreda Osnovne šole Prežihov Voranc in zlate petice bodo kmalu v rokah sledečih. Z nami je Aljaž Mesner. Zlata petica v rokah Maruše Dolinšek. Pridruži se nam tudi Elizabeta Dobrodel. In še Blažka Jele. Nismo ravno pogosto navajeni, ampak se zgodi, da obstajamo tudi razredniki. Res je. In v tem primeru iskrena zahvala razredniku gospodu Branku Merkaču. Za zaključek pa se ustavimo še pri 9. C oddelku, kjer so si zlate petice priučili Žan Adam, Sašo Jamer, zlata petica v rokah Primoža Volkerja, in še zadnja 25. petica v rokah Saše Rac.
No, drobna pozornost strani občine Ravne na Koroškem, pa tudi razredničarki gospe Vanji Benko. In ker ima seveda tudi osnovna šola Prižigo Govorenc odličen tim, si tudi slednji zaslužijo z vaše strani. Hvala županu, hvala Majdi za pomoč. Takole, drage učenke, učenci in vsi ostali, počasi se približujemo koncu današnjega, upam, da za vas posebnega dne, da si boste 15. junij z veseljem spravili v predalček spominov kot dan, ko je bilo vaše prizadevanje za dosego učnega uspeha tudi nagrajeno. Univerzalni ključ do uspeha in sreče so pozitivne misli in dobro načrtovanje. Naredimo lahko vse, kar si zamislimo, če le verjamemo v svoj uspeh in ukrepamo. Vsako življenje je popolno spletena mreža vzrokov in posledic, hkrati tudi rezultatov. Dobre rezultate lahko dosežemo le s poštenim trudom in z dobrimi vzroki. Tistim, ki delajo prave stvari, ki sledijo zanesljivim metodam, ki so zasnovane na pravih načelih, ne bo potrebno prizadevati si in se boriti za dobre rezultate. Ti bodo preprosto nastali kot posledice njihovega pravilnega življenja. Priznam, nisem fanatičen ljubitelj filmov, pa vendar se tudi moje oko včasih ustavi pri filmu, ki ima določen pomen. In že lep čas nazaj sem zasledil film, čigar naslova se resnično ne morem spomniti. Vem pa, da je ameriški igralec Harold Lloyd igral kmečkega fanta, ki se je bal lastne sence. Vsi okoliški fantje so se spravljali naden, dokler mu nekega dne njegova babica v dar ni podarila talismana in mu zagotovila, da ga je njegov ded nosil med državljansko vojno. In ki je imel, no tako je vsaj rekla, takšno moč, da je tistega, ki ga je nosil, naredil za nepremagljivega. Verjel je. No in preden je bilo leto okoli, se ga je že držal sloves najdrznejšega človeka naokoli. In ko je babica začutila, da je dovolj ozdravljen, mu je povedala resnico, da je talisman le kos stare šare, ki ga je pobrala ob cesti, da je vse skozi vedela, da potrebuje le vero vase. Vero, da zmore vse. No in takšno vero iz srca želim tudi vam, dragi osnovnošolci, septembra že srednješolci. Ostanite prizemljeni, vestni in negujte prijateljske vezi. Skupaj smo namreč nepremagljivi. Ob koncu se prosim zberite pri gospe Danici, ki vam bo zdaj prijazno pomahala. Danes boste namreč naredili, ne boste delali selfijev, ki ste jih navajeni, ampak boste naredili eno skupno fotografijo, ki vas bo spominjala na današnji 15. junij. Na koncu pa v tako imenovani avli sledi še majhna pogostitev. Naj vam bo na poti nadaljnjega izobraževanja lahko, predvsem pa prijetno. Mladost se namreč ne vrne. Srečno! Surrounded by all of these lies and people who talk too much. You got the kind of look in your eyes as if no one knows anything but us. And should this be lost in the sea,
You look so beautiful in this light. Your silhouette over me. The way it brings out the blue in your eyes is something I really see. And all of the voices surrounding us, they just fade out when you take a breath. Just say the word and I'll disappear into the wilderness. And should this be the last thing I see, I want you to know it's enough for me. 'Cause all that you are is all that I'll ever need. So in love, so in love, so in love, 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 so in love. Darling, Lumia, over me. Lumia, darling, Lumia, over me. Should this be the last thing I see, I want you to know it's enough for me. 'Cause all that you are is all that I'll ever need. So in love, so in love, so in love, 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 so in love, so in love. So in love, so in love, 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 so in love. You look so wonderful in your dress. I love your hair like that. And